Poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. V Lendavi tradicionalno ponovoletno srečanje gospodarstvenikov. Državni svet o prihodnosti izobraževanja o umetni inteligenci. Najprostovoljna organizacija v mestni občini je Gimnazija Murska Sobota. Vdaji iz našega studija, tokrat o Lions klubu. Vremenoslovci pravijo, da bo jutri oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V prostorih Termal resorja Lendava je potekal tradicionalni ponovoletni sprejem gospodarstvenikov in obrtnikov. Dogodek je bil namenjen razvoju, izzivom in prihodnosti gospodarstva v regiji. Najbolj pereča tema zadnjih let je davčno okolje in s tem stroški dela, ki za veliko večino zaposlovalcev in morebitnih poslovnih investitorjev pomeni manj privlačno okolje za nove investicije v proizvodne obrate v Sloveniji. Predvsem o tem je tekla beseda na srečanju v Lendavi. Dejstvo je, da če pogledamo generalno obremenitev, davčno, prispevčno in vse ostalo, se je v Sloveniji v zadnjih nekaj letih, pa tudi desetletjih, se stopnja kar naprej zvišuje. S tem pa, da je prišlo do nečesa, kar pa je zelo nezaželjeno, in to je, da se najhitreje pospešuje tam, kjer bi se ne bi smelo, to je kjer je obremenitev dela, ker na koncu so žrtev tega ljudje, kar se pa tiče premoženja, pa ne. Pa če si priznamo ali pa ne, ko oba podatka primerjamo, ker eno in drugo so prilivi v eno oziroma vse javne blagajne. To tudi v praksi pomeni, da se v resnici ve, kako bi moralo biti, torej da je potrebno, in to je res potrebno, začeti zmanjševati obremenitve dela. O visokih prispevkih in neprivlačnem okolju pa ne govorijo le gospodarstveniki, temu pritrjujejo tudi nekateri davčni strokovnjaki. Jaz sem zagovornik, da bi morali pri nas obdavčitev podjetij znižati, čeprav meni pa vsi pravijo, kaj pa izpad, koliko je pa izpada. Torej ta izpad, do katerega pride, ni izgubljen. To je izpad davkoplačevalcem. Oni dobijo ta denar in nihče drugi in potem ta denar tukaj porabijo. Domačim strokovnjakom pritrjujejo tudi podatki o privlačnosti poslovnega okolja sosednjih držav. Zdaj, pred kratkim je prišla ven raziskava Austria Advantage, ki je delala raziskavo med avstrijskimi podjetji glede zanimivosti Slovenije kot države, v katero bi vlagali. Ta procent je padel na 62% vprašanih, se pravi, to je najmanj od leta 2020, se pravi, Avstrijci več Slovenije ne vidijo kot države, v katero se splača vlagati. Tudi tisti, ki delujejo tukaj, jih je več kot 50% takih, ki pravijo, da se je v zadnjih 4 letih stanje tako birokratsko kot tudi davčnega primeža bistveno poslabšalo v Sloveniji glede na leta prej. Slovenija kot taka je izvozno usmerjeno gospodarstvo, tudi naše podjetje je zelo izvozno usmerjeno, več kot 90% produktov izvozimo v tujino. Gospodarstvo si želi manj birokracije in zmanjšanje davčne obremenitve, kar bi posledično pomenilo večjo konkurenčnost na trgu. Zakaj v Evropi nimamo nobenega tehnološkega velikana? Kot je gospod Simič rekel, IT-jevcev ali kaj podobnega. Verjetno zato, ker ljudi v Evropi ne moremo plačati, ne? Zaradi davčnih bremen oziroma obremenitve plač. Delo mora biti ovrednoteno in to dobro ovrednoteno. Sicer nas čaka, kot lahko spremljamo že nekaj časa, odliv populacije, ki si ga ne bi smeli privoščiti. Da bo resno delo, bom rekel, se izplačalo, da bo delo vrednota, dobro plačano. Za zaposlovalce je eden najpomembnejših partnerjev Zavod za zaposlovanje, ki se nadeja novih zaposlitev glede na povpraševanje delodajalcev. Ste ključni partnerji, Zavod nekako poskuša tudi z proaktivnim delovanjem
glede na to, da je pomanjkanje delovne sile, izvajati različne aktivnosti, tako izvajamo različne zaposlitvene sejme, kjer se lahko delodajalci predstavite in ponudite možnosti. Udeleženci srečanja so enotni v mnenju, da je potrebno ustvariti privlačno poslovno okolje, ki je predpogoj za naložbe in ustrezne plače delojemalcev. Umetne inteligence ni več moč ustaviti, vprašanje je le, kako jo odgovorno vključiti v šole in univerze, so enotni v Državnem svetu. Razprava v dvorani Državnega sveta je pokazala, da umetna inteligenca že močno vpliva na izobraževalne procese. Slovenski izobraževalni sistem pa se mora na orodje odzvati pravočasno in odgovorno. Odgovorna in etična uporaba umetne inteligence na prvem mestu. Kjer smo pa v zaostanku? V zaostanku smo pri učenju v osnovnih šolah in srednjih šolah. Kljub vsem naporom, predvsem učiteljev, posameznih učiteljev, iz računalništva, če se tako povem, da uvedemo v osnovne in srednje šole program RINO, nekako politični odločevalci ne sprejmejo in tudi v zadnjih 5 letih na tem področju ni bilo napravljenega koraka naprej. Skoraj nepredstavljivo je, da v Sloveniji se v osnovnih šolah ne pogovarjajo in ne učimo o umetni inteligenci, o računalništvu, o informatiki. Zato pa pride do teh škodljivih posledic. Kot izhaja iz besed predsednika Državnega sveta, se je treba čim prej izobraziti o temi, ki spremlja naš vsakdan. Čim prej se je bomo lotili, tem manj bo težav z ravnanjem v prihodnosti. Gimnazija Murska Sobota je prijela laskavo priznanje najprostovoljska organizacija v letu 2025. Kako se lotevajo prostovoljstva, pa smo želeli podrobneje izvedeti in z nami je Katja Glavač-Šlichthuber iz Šolske svetovalne službe. Katja Glavač-Šlichthuber, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Laskavi naslov je najprostovoljska organizacija v letu 2025. Kako se dijaki in dijakinje organizirajo oziroma kako so sploh začeli s projektom prostovoljstva? Ja, na naši šoli je prostovoljstvo že več desetletna tradicija, tako da sem v bistvu že jaz bila kot dijakinja na tej šoli prostovoljka. Tako da je ta nagrada in nagrada, ki smo jo tudi prejeli lansko leto, junaki našega časa od Slovenske filantropije, le pika na i vsemu, kar smo do sedaj na tem področju delali. V bistvu dijaki se prostovoljno udejstvujejo na različnih področjih, od obiskovanja doma starejših, kar gremo zdaj v četrtek prav tako ponovno tja, do obiskovanja vrtca v Murski Soboti, male hiše, zavetišče za živali, kjer sprehajajo kužke. Potem so tudi en drugemu tutorji ob kakšnih učnih težavah in seveda vse kakršnekoli dobrodelne akcije, ki so, jih mi pokrivamo. To je vsekakor hvale vredno, ampak verjetno je nekdo spodbudil v začetku to prostovoljno dejavnost. Ja, v bistvu jaz tudi kot mentorica tega projekta samo nadgrajujem že zastavljeno, kar je prej moja sodelavka Brigitte Hari tako trdno zasnovala, tako da jih poskušamo že v prvih letnikih, takoj ko pridejo k nam, navdušiti za prostovoljstvo. Seveda pa smo v prvi vrsti tukaj potrebni mi. Menim, da mi sami lahko smo en lep zgled dijakom, tako da sem tudi sama že več kot 20 let prostovoljka in mislim, da se potem to tako prenaša naprej. Z generacijo v generacijo, kaj ti vzgledi vlečejo in za pohvaliti je, ker običajno dijaki to so, kot pravijo marsikateri starejši, v najbolj občutljivih letih ali pa takrat, ko nas prevrača. In ravno takrat je treba začeti
in jih senzibilizirati za te družbene skupine, ki jih obiskujejo, ali pa tudi za živali, kot ste omenili v Mali hiši? Ja, opažamo, oziroma tudi sama opažam, da je potrebno mlade malo motivirati, navdušiti na začetku, ker seveda živimo v takšni družbi, da smo vse bolj individualisti. Je potrebno malo več truda, da se jih za to navduši, ampak potem, ko vidijo, kaj prinese prostovoljstvo njim samim in seveda tistim, ki jim pomagamo, se navdušijo in hkrati tudi potem to prenašajo na svoje sošolce, tako da jih je v nekaterih razredih že kar krepko čez 15, ki sodelujejo na takšne in drugačne načine. Kaj pravijo dijakinje in dijaki, kaj se naučijo s prostovoljstvom? Kajti včasih je, če izpostaviva obiske v domu starejših, že lepa beseda ali pa kakšen nižen dotik čisto dovolj, pa se človek počuti drugače. Verjetno te to napolni z neke vrste srečo ali pa z občutkom zadovoljstva. Ja, v bistvu je to šele nekako drugi korak. Na začetku, predvsem v domu starejših, se dijaki soočajo z nekim strahom, ne vedo, kaj pričakovati, ker imamo pač predstavo, da so starejši nekaj odmaknjenega od nas, še posebej pa od mladih. Težko pristopijo, ne vedo, kaj bi se pogovarjali z starejšimi, ampak ko pa pridemo tja, ko vidijo, da so starejši prav tako družabni, nasmejani, da so željni našega obiska, pa jih to navduši, predvsem črpajo od starejših neke izkušnje, neke spomine, ki jim pripovedujejo in predvsem dobijo občutek, da je potrebno v družbi pomagati, da nismo sami, da v bistvu smo nekako, da se moramo povezovati. Prostovoljstvo je potem neke oblike tudi učenja. Sami ste iz šolske svetovalne službe, tako da lahko rečeva, da je to senzibilizacija za nadaljnje življenje, kajti vsi gremo proti nekemu življenjskemu obdobju, pa tudi marsikoga v tem projektu lahko spoznamo oziroma spoznamo stiske, za katere si marsikdo ni sam kriv, pa se je vseeno znašel v eni nezavidljivi situaciji. Seveda, mladi so na raznovrstnih družabnih omrežjih izpostavljeni povsem drugi sliki, kot je v realni družbi, in prav to prostovoljstvo jih uči, pripravlja na življenje, ki pride potem mogoče v času študija in še kasneje, da ni vse tako, kot si mogoče predstavljajo, da poiščejo tudi druge stvari, poleg nekako računalnikov, mobilnih telefonov, da širijo svojo mrežo tudi med ostalimi in seveda, da s tem, ko sodelujejo v prostovoljskih dejavnostih, se v bistvu povezujejo tudi oni med sabo, ker vedno gremo nekako v skupinah in tako v bistvu gradijo tudi prijateljstva. Zdaj še eno vprašanje. Sami ste povedali, da ste bili prostovoljka v svojih gimnazijskih časih. Kaj bi lahko rekli dijakom in dijakinjem, kaj ste vi sami kot neko izkušnjo odnesli iz prostovoljstva v vaših gimnazijskih letih? V bistvu predvsem to, da čeprav si samo en posameznik, da lahko nekomu res spremeniš dan, življenje, kakorkoli. Sama sem začela s prostovoljstvom, da sem bila v bistvu kot učna pomoč enemu učencu z osnovne šole z disleksijo in v bistvu ta izkušnja druženja z tem učencem mi je nekako dala to notranjo moč, zadovoljstvo, da v bistvu sem nekako v pomoč tudi nekomu drugemu, da mogoče včasih sem tista edina, ki ga mogoče razume, tako da mislim, da predvsem to bi nekako bilo sporočilo mladim, da se na tak način lahko opolnomočijo, da najdejo neki smisel v tem. Katja Glavač-Lichthuber, najlepša hvala za tale pogovor in seveda uspešno naprej vam in gimnazijkam in gimnazijcem Gimnazije Murska Sobota. Nenazadnje ste pridobili laskav naziv, ki naj bo vzpodbuda za delovanje naprej. Najlepša hvala za povabilo. V oddaji iz našega studia bosta naša gosta Vesna Mavčec in Marjan Farič iz Lions kluba Murska Sobota, ki obeležuje 35 let delovanja. Med drugim sta poudarila, da ne gre za elitistično organizacijo. Leonizma se vsaj v začetku držal nek
bi rekel, prizvok nekega elitizma. Ne? In jaz ne bi gledal na to iz tega zornega kota. Vsekakor je res, ne, da so to, da Lions klubi združujejo posameznike z določenim družbenim vplivom oziroma z neko pozicijo, ampak to pomeni samo to, da so neke stvari lahko storjene hitreje, poti odločanja so seveda krajše in to pomeni tudi, da pomoč do tistih, ki jo potrebujejo, pride dovolj zgodaj oziroma zelo hitro. Poglejmo napoved vremenoslovcev. Jutri bo oblačno, padavine bodo zajele vso Slovenijo. Zjutraj je bilo oblačno. Opoldne so v Murski Soboti, Radencih in Lendavi namerili 4, v Krajinskem parku Goričko pa 0 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, padavine bodo dopoldne od juga zajele vso Slovenijo. Meja sneženja bo med 1100 in 1500 metri, na skrajnem severozahodu bo ob močnejših padavinah snežilo do dolin. Glavnina padavin bo padla v zahodnih in južnih krajih. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti, Mariboru in na Ptuju 2, najvišje dnevne pa v Murski Soboti, Mariboru in na Ptuju 3 stopinje Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo do večera večinoma ponehale. V petek bo oblačno. Padavine bodo od zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med -1 in 4, čez dan pa med 3 in 9 stopinj Celzija. To je bilo za danes vse, spoštovani gledalke in gledalci, ker smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi s pomočjo naše spletne strani ali socialnih omrežij. Hvala za vašo pozornost in srečno do prihodnjič.